v okviru svojih literarnih prireditev bomo danes pod okriljem projekta Matica pod zvezdami, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo, predstavili knjigo docentke doktorice Tine Bregant z naslovom Vznemirljivo potovanje po razvijajočih se možganih, ki je bila del knjižnega programa v letu 2024 in je prav tako podprla Javna agencija za knjigo. Ob tem pa, kar uvodoma že bi se bilo dobro pohvaliti, da je knjiga, ki je pravkar izšla, v bistvu pred 2 mesecema, že skoraj da pošla in je že v ponatisu, tako da danes si še lahko zagotovite svoj izvod, potem boste morali malce počakati. No, za glasbeni uvod v današnji pogovorni večer se najprej zahvaljujem izvajalkama skladbe, ki smo jo uvodoma poslušali, in sicer to je bil preludij za violino in klavir Matije Bravničarja, nastopila pa je violinistka Tara Bregant iz glasbenega ateljeja Tartini, iz razreda profesorice Sidike S. Bravničar, na klavirju pa je spremljala profesorica Meira Smajlović. No, Tara Bregant je danes nastopila še s prav posebnim razlogom. Je namreč hčerka avtorice knjige, ki jo danes predstavljamo, in obenem tudi avtorica naslovnice te knjige, ki jo tukaj vidite. V notranjosti je še nekaj njenih slik, večino slikovnega gradiva preostalega pa je pripravila druga hčerka avtorice, Brina Bregant. In s tem smo skušali in vam skušamo tudi danes na več načinov prikazati sodelovanje med generacijami, med starši in otroci, tako majhnimi kot tudi že večjimi najstniškimi, tudi med sorojenci, tako da bomo danes v malem tudi na tem večeru poustvarili ljubeče družinske odnose in povezanost med člani, ki so v tej knjigi, o kateri bomo danes govorili, na prav posebej izpostavljenem mestu. No, preden začneva z avtorico s pogovorom, samo nekaj uvodnih besed o njej. Gotovo jo sicer že poznate, a vseeno je to pomembno izpostaviti. Docentka doktorica Tina Bregant je po diplomi na Medicinski fakulteti v Ljubljani opravljala specializacijo iz pediatrije na kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike v Ljubljani. Od leta 2015 je bila zaposlena na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča Republike Slovenije, torej na URI Soča v Ljubljani, kjer je opravila še dodatno specializacijo z področja fizikalne in rehabilitacijske medicine. In danes je kot specialistka zaposlena v zavodu Cirius Kamnik. Kot predavateljica in mentorica sodeluje v številnih študijskih programih, v meduniverzitetnem programu Kognitivna znanost v Ljubljani, na Dunaju, Budimpešti in Bratislavi, v programu Nevroznanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, v programih Specialna in rehabilitacijska pedagogika ter logopedija in surdopedagogika na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin pa je nosilka predmeta pediatrija. No, sodeluje in deluje tudi na številnih drugih področjih, predvsem pa sodeluje v domačih in mednarodnih raziskovalnih skupinah ter izsledke raziskav predstavlja tako strokovni kot laični javnosti in aktivno sodeluje pri oblikovanju državnih programov, ki spodbujajo otroke v razvoju. Kar seveda vse napeljuje na to, da smo izjemno ponosni in hvaležni, da smo tako pomembno strokovnjakinjo pridobili med svoje avtorje na Slovenski matici. Knjigo, ki jo bo danes predstavljali, spremljata tudi 2 pohvalni strokovni recenziji. Prva profesorja dr. Zvezdana Pertoška in druga zaslužne profesorice Dušanke Mičetič-Turk. No in prav ona je v svojem besedilu izpostavila, da je to vaše delo, citiram, zanimiva kombinacija znanstvene monografije z področja nevroznanosti in praktičnega priročnika o vzgoji otrok, ki celostno obravnava številne vidike razvoja otroka in njegovih možganov od spočetja do pubertete. Pa me zanima, zakaj ste se odločili za takšen kombinirani pristop? Ja, najlepša hvala. Tudi taka predstavitev se mi zdi, ko ste razlagali, kako ta medgeneracijsko sodelovanje, se mi zdi, je moj oče je večkrat rekel, da iz roda v rod duh išče pot. In pravzaprav mi lahko dosežemo več, samo če stojimo
na ramenih svojih predhodnikov in tako smo potem tudi mi večji. In zavedanje tega, te kontinuitete, tudi tega, kaj je bilo pred nami in kaj bo prišlo za nami, za našimi otroci, za prihodnjimi rodovi, se mi zdi, da je zelo pomembno. In v luči tega je tudi ta spoj nevroznanosti in vzgoje. Pač vzgoja je zelo kompleksna, ni preprosta, ni neke šole za starše, kjer bi se mi vse to lahko naučili. Nevroznanost pa po drugi strani ponuja številne uvide, da lažje razumemo tako otroke kot tudi sebe in tukaj prav na tem področju se mi zdi, je pa nevroznanost tudi najbolj dragocena za vse nas. Da ni samo neka suha znanost, kar tiči v knjigah ali pa v znanju, v glavah strokovnjakov, v zaprtih laboratorijih, ampak dejansko lahko vstopi tudi v naše vsakdanje življenje in nam pomaga doseči tudi te naše notranje potenciale, s katerimi smo rojeni, ki pa zahtevajo seveda nego, vzgojo. In mene je tudi nevroznanost pravzaprav na tem področju najbolj navdušila. V srednji šoli je mene že navdušil ta 1,5 kg težek želatinozen organ v možganih, ampak si pa nikoli nisem mislila, da bom pravzaprav delala z otroki, tudi z otroki s posebnimi potrebami in da bom lahko nekoč naredila ta spoj tega na videz morda nepovezljivega. Znanost je toliko napredovala, vzgoja otrok je pa pravzaprav še vedno izziv. Se mi zdi, če smo za kakšne stvari že našli rešitve, pa pri otrocih se vsak starš vedno znova sprašuje, ali sem naredil prav, ali bi lahko naredil drugače, ali bi lahko kaj popravil. In pravzaprav kako uspešni smo v vzgoji svojih otrok, pa po mojem mnenju ne vidimo pri svojih otrocih, ampak bomo videli šele pri svojih vnukih, ko bodo naši otroci vzgajali svoje otroke. Takrat bo pa na plan prišlo vse to, ne samo genetika, ne samo okolje, tudi epigenetika, o čemer vsem pišem tudi v knjigi in dejansko nas vse to tako pomembno oblikuje. No, pa tudi ta vidik je mogoče pomembno izpostaviti, da je trenutno na tržišču zelo veliko priročnikov o vzgoji, takšnih in drugačnih, in da pravzaprav niste želeli, da je ta knjiga zgolj priročnik, ampak kljub temu z neko strokovno podlago. Ja, tista področja, kjer imate cele metre v knjigarnah ali pa v knjižnicah in nobene knjige, v kateri bi bila rešitev, pomeni, da enostavnih, preprostih rešitev ni. In ti priročniki, to je bila tudi moja dilema. Na začetku moram povedati, ta knjiga je nastajala pravzaprav več let in na začetku je bila tanka, potem je postala izjemno debela, z vsemi citati in z vsemi podrobnostmi. Potem na koncu sem se pa odločila, sem pa rekla, saj danes ljudje ne potrebujejo pravzaprav nečesa. Če hočejo prebrati neko znanstveno monografijo ali pa nek članek, bodo to že našli, ker noter v knjigi je dovolj podatkov, da se da najti te izvorne članke ali pa izvorne raziskave. Ampak se mi je zdelo mnogo bolj pomembno se približati človeku, da jo lahko pravzaprav prebere dokaj hitro, verjetno v nekaj dneh, po drugi strani pa knjiga lahko počiva na nočni omarici in lahko prelistaš in tam, kjer se ti odpre, najdeš nek okvirček, v katerem najdeš rešitev ali pa nekaj zanimivega. Tako da sem poskušala ujeti tudi ta duh časa, seveda pa knjiga, ja, drži, ni priročnik, zaradi tega, ker otrok je toliko, staršev je tudi veliko in pri vsakem otroku znova odkriva pot, kako vzgajati, kako pomagati, kako podpreti tega otroka, kako tudi uvideti tega otroka. In to se mi zdi je tisti glavni izziv pri vzgoji in tudi pri nevroznanosti. Ja, vznemirljivo potovanje po razvijajočih se možganih je pravzaprav dolga pot, dolga zgodba, v kateri pripovedujete o razvoju in zorenju možganov, ki traja skoraj 3 desetletja.
Lahko v kratkem razvojnem loku predstavite spremembe, ki jih opazujemo pri rasti in razvoju, nekaj bistvenih točk recimo ali pa? Ja, ta razvoj je pravzaprav izjemno fascinanten in skrb za zdravega novorojenčka, dojenčka se začne že mnogo prej v skrbi za njegovo mamico. Za njegovo mamico že takrat, ko je pravzaprav v otroštvu, kako odrašča. Možgani so tako zelo kompleksni, da se njihov razvoj začne takoj že ob oploditvi, pravzaprav, ko smo sestavljeni nekako iz 3 vrst celic, iz tega zunanjega sloja, notranjega in vmesnega sloja. In ta zunanji sloj, ko smo ena taka žogica, skupek celic kot ena malina, se ta zunanji sloj ugrezne, ker mi imamo živčni sistem, imamo na zunanji strani imamo naše živčne končiče, s katerimi občutimo pritisk, dotik, ampak seveda možgani in hrbtenjača imamo pa noter. In ta žogica, ko se ugrezne, se ta notranji del se prekrije z srednjim slojem, ta notranji del pa postane ena taka cev, ki se spredaj napihne najprej v 3 mehurčke, iz katerih nastaneta obe hemisferi, in ta srednji del možganov, zadnji del postane ta hrbtenjača. In potem iz tega osrednjega dela, ki je izpolnjen z likvorjem, v tej zarodni plasti, nobena živčna celica v možganski skorji, v korteksu, ti nevroni niso tam nastali, ampak so tja pripotovali. In zdaj iz tega števila celic, ki so se tako izjemno hitro množile, so zdaj te specializirane celice noter v steni teh ventriklov, ki potujejo do možganske skorje. Najprej pripotujejo to veliki nevroni, to so te motorični nevroni za gibanje. Medtem ko tisti mali nevroni, tisti se pa lahko gužbajo noter na tej poti še celo nekaj tednov po rojstvu. Zdaj, zdrav novorojenček, donošen novorojenček se rodi tam okoli 40. tedna gestacije. Vemo pa, da danes zelo veliko teh novorojenčkov se rodi tudi prej, to so ti nedonošenčki. Danes jih imamo skoraj tam med 8 do 10%, kar veliko jih je. In zdaj, če mi razumemo, meja preživetja danes je 23. do 25. teden gestacije. To je približno podobno kot nosečnost, ampak tudi zdravniki se včasih zmotimo za 2 tedna in ta gestacija je bolj natančen opis, za tistih 14 dni, ki so pa v razvoju možganov pa zelo pomembni. In ta 23 do 25 tedenska, to je meja preživetja, pod katero ne bomo mogli iti. Zaradi tega, ker enostavno ti nevroni niti še niso vsi nastali, nevroni namreč čakajo v tem, če se spomnite te cevi in tega sloja, odkud potujejo, čakajo tam noter v enem sloju, ki se mu reče podplošča, in ta sloj je takrat najbolj aktiven. In pod to obdobje ne moramo iti. Zato tudi bolj zgodaj, ko je otrok rojen, večja je verjetnost za razne težave, za razvojne težave, razvojne zaostanke, tudi cerebralno paralizo, recimo, na področju gibanja. Bolj, ko se bliža ta preživetje oziroma ta 40. teden, to je tistih 9 mesecev, datum, termin poroda, bolj so ti možgani pravzaprav pripravljeni na življenje izven maternice, izven mame. In v prvem mesecu pa v resnici ti nevroni še vedno nekateri potujejo, tisti ta drobčkani, in ta novorojenček se navaja na življenje izven maternice, če je bilo noter temno, zvoki so do njega prihajali tako udušeni, vid ni bil njegov močen čut, čeprav za nas je pa zelo pomemben vid. Za novorojenčka pa ne, za novorojenčka je pa dejansko, kaj je njegovo glavno čutilo, pravzaprav, ko se rodi. On ne vidi dobro, on vidi črno, belo, morda rdečo barvo, kontraste zaznava. Dobro vidi ravno na tej razdalji, če ga imamo takole te 25 do 30 cm, vidi obrise našega obraza. Ta vid se bo zelo intenzivno razvijal tudi z zorenjem možganske skorje, ta zatilni režek je cel namenjen vidu, ta zelo intenzivno zori. Barvni vid se razvija po rojstvu, prej se ni mogel razvijati, noter je bilo temno, noter ni bilo barv. Je pa že otrok slišal, ko je bil noter v trebuhu, zato mamice se pogovarjajo z nerojenim otrokom, tudi novorojenček, pravzaprav že prepozna materin glas, ko se rodi, ponavadi pozna še recimo svojega sorojenca,
pa tudi očka, seveda, če se je očka pogovarjal, če je bil prisoten. Tako da pravzaprav se je materinščine začel učiti že 3 mesece pred rojstvom. Zato je materinščina tudi tako zelo pomembna. Mi dejansko določenih čustev, ker ta čustveni del je zelo pomemben za nas zlasti pri materinščini. No, potem po rojstvu so pa ti možgani, včasih rečejo, joj, niso razviti te možgani. Ti možgani so razviti za svojo starost, samo zreli pa še niso. In te zorenje, to pa se dogaja potem zelo izrazito po rojstvu, začne se odlagati mielin, ta se začne zelo intenzivno odlagati, to je ta bela maščobna ovojnica okoli teh živčnih izrastkov, ki omogoča to hitro prenašanje impulzov, sinapse, stiki med temi živčnimi celicami, ki omogočajo prenos impulzov, to je izrazito, to se dogaja po rojstvu. Potem pa seveda predeli v možganih, ki so tam že prisotni, recimo predel za sluh, predel za vid, ti zelo intenzivno mielinizirajo, intenzivno zorijo, začnejo se povezovati v velike skupine, in zelo pomembni procesi, ta zadnjo, kar dozori, so pa ti naši čelni režnji, ti pa začnejo zelo intenzivno zoreti v obdobju najstništva in nekako zorijo do 25. leta. Jaz velikokrat rečem, da ta proces zorenja, ki je povezan predvsem za to razvojno plastičnostjo, sposobnostjo pridobivanja novih znanj, preoblikovanja možganov, ta se nekako zaključi takrat, ko morajo študentje oddati svojo diplomsko nalogo z razlogom. Bolj kasneje, če zamujajo, bodo morali uporabljati druge mehanizme, da bodo pri teh stvarih uspešni. So pa možgani neverjetni, ker se pravzaprav celo življenje spreminjajo. Možgani so en tak krasen prilagoditveni organ, ki se po eni strani ves čas prilagaja na okolje, po drugi strani pa tudi okolje preoblikuje. In to se mi zdi pa tisto, kar je pa izjemno zanimivo, in tudi intrigantno, taka intrigantna lastnost možganov. Ja, s tem v zvezi mi je bil recimo všečen vaš navedek v knjigi, ko ste zapisali, otroški možgani niso zgolj manjši ali slabše delujoči možgani odraslih, pač pa delujejo drugače kot možgani odraslih. Kaj so te specifike v primerjavi otroških možganov v primerjavi z možgani odraslih? Ja, zdaj, če si predstavljamo tega novorojenčka, novorojenčki, donošeni novorojenčki tehtajo približno 3,5 kg, njihovi možgani predstavljajo približno 10% telesne teže, približno 300 gramov tehtajo. Zdaj, odrasli možgani tehtajo pa skoraj tam približno 1400 gramov, skratka precej več. Tudi če si predstavljamo novorojenčko, novorojenček ima tisto veliko glavico, ki jo težko kontrolira, ti možgani so, v bistvu absolutno so manjši kot so naši, ampak relativno so pa večji. Pri nas pravzaprav predstavljajo samo še, rečemo, 2% telesne teže, če pa nekdo tehta, 150 kg, pa 1400 gramski možgani, je pa ta procent, tako, če se malo pošalim. Ja, to se pravi velikost, potem delovanje. Ti nevroni med sabo še niso tako povezani, te sinapse, ti stiki, ti šele nastajajo. In če bi si predstavljali, ta mreža, ta se šele postavlja. Mielin, ta ovojnica, predvsem ta bo pomembno doprinesla k volumnu možganov. Ta se intenzivno odlaga in ta mielin, možgani, zato jim rečemo tudi, da so ene vrste holesterolska bomba, ker ta mielin, ta je maščobna ovojnica. Možgani ne morejo, možgani so blazno potrošni organ, rabijo ogromno energije, da jih nahranimo. No, in to tudi prispeva k temu volumnu in tudi k videzu možganov. In če bi mi pogledali slikovno diagnostiko teh novorojenčkovih možganov, bi videli, da so ti možgani izgledajo tako temni, črni, ravno zato, ker še ni mielina. Mielin je vstopil ob rojstvu šele v te kapsulo interno, to je en predel za gibanje, vse ostalo je pa še ni. Bo še nastalo, se bo šele odlagal ta mielin. Tako da te razlike, pa je pa seveda še delovanje, niso samo izkušnje tiste, ki doprinesejo
prenesejo, ampak dejansko tudi ti procesi, ki tam nastajajo, potem tudi hormonsko, novorojenčki so drugače hormonsko, kot so potem zlasti najstniki, ali pa tudi potem mi v odrasli dobi. Nevrotransmiterski sistemi, to mrežje se postavlja, to zori. In tukaj je tako pomembno, kaj delamo mi z otroki, ker vse to vpliva nanje. No, prav to je bilo moje naslednje vprašanje. Kajti pomembno sporočilo vašega dela je prav to, da lahko mi s svojim vedenjem in ravnanjem z otrokom tudi sami vplivamo na te spremembe, ki ves čas potekajo in ki imajo pomembne posledice za vse življenje. Prav zato je tako pomembno, da tudi kot laiki poznamo in odgovorno razumemo te razvojne procese, ker na ta način lahko stvar peljemo v pravo ali napačno smer. Ja, izjemno pomembno se mi zdi, da se zavedamo, da pravzaprav v stiku s katerimkoli otrokom, ne samo lastnim, ampak s katerimkoli, ki pridemo v stik, smo mi tisti odrasli z zrelimi možgani, ki dejansko vplivamo na tega otroka. Mogoče se tega v tem individualistično nastrojenem času čisto premalo zavedamo. Zato je tudi tako zelo pomembno, da imamo v šoli dobre učitelje, v vrtcu vzgojiteljce in seveda ta najpomembnejša oseba v zgodnjem obdobju, to je mama. Jaz mislim, da ljudje se tega zavedajo, ampak smo kar malo pozabili. Se nam zdi, da morda država lahko nadomesti določene stvari. Določenih reči ne more nadomestiti nobena institucija. To smo videli skozi zgodovino. In tudi naši novorojenčki, dojenčki so pravzaprav najbolj nebogljena bitja. Čeprav potem pogledamo nas odrasle, kako smo zavzeli cel planet, bi človek rekel, smo najmočnejši, poselili smo cel planet, živimo tudi tam, kjer nihče drug ne živi. Vendar naši novorojenčki pravzaprav rabijo celo leto, da shodijo, da se postavijo na noge. Koniček se postavi na noge v prvi uri po rojstvu, naš pa rabi 12 mesecev. Kaj šele od tod, da se osamosvoji. Pa ne mislim, da ekonomsko osamosvojitev, ki je danes svojevrsten izziv, družbeni, ampak tudi kar se tiče govora, da spregovori prvo besedo. Prve besede, tiste prve 3 ponavadi za prvi rojstni dan, ponavadi oče, mama, pa v Sloveniji, to je zelo zanimivo, v Sloveniji je izjemno pomemben tato, to je traktor. Jaz se naučila v svoji ambulanti, da to je strahotno pomembna beseda pri nas. No, potem v svojem delu izpostavljate tudi pomembna obdobja v razvoju možganov, tako imenovana kritična in občutljiva obdobja za razvoj določene veščine, znanja ali pa sposobnosti, pa tudi različne razvojne mejnike na različnih področjih. In česa se moramo kot odrasli zavedati, da lahko otrokom ponujamo potem ustrezne spodbude in jim pomagajo, da lahko dosežejo ta najbolj optimalni potencial, ki ga imajo. Ja, kar se tiče teh razvojnih obdobij, vemo, da v določenem obdobju so možgani pripravljeni na določene izkušnje in čakajo na njih, so željni teh izkušenj. Določena obdobja so takrat aktivna, medtem ko druga niso tako aktivna. To je zelo pomembno zaradi tega, ker obstajajo razni programi, kako bi mi spodbujali otroke. Ti lahko otroka naučiš že pri 2 letih z pomočjo raznih kartic in silnega učenja, da bo pravzaprav se naučil ne samo določenih besed, morda celo črk, ampak je škoda, ker v tistem obdobju, v obdobju novorojenčka, dojenčka, prvo leto življenja, takrat so možgani pripravljeni na zaznave. Oni se takrat učijo o tem svetu. Oni se učijo takrat, kaj je svetloba, kaj je tema, kaj je tišina, kaj je pavza v glasbi. Tišino se ti ne naučiš poslušati pri 14. Ti se moraš tega naučiti prej. Hkrati je tišina blazno pomemben koncept, to je abstraktna ničla, ki jo dobesedno občutiš. In to se postavlja v tem zgodnem obdobju, ne potem pri 14 ali pa ko je recimo abstraktno mišljenje že na vrhuncu. Potem pri tej senzoriki, mi se takrat naučimo tudi, kaj pomeni dotik. Dotik je za nas izjemno pomemben. Mi smo sesalci, ta naš limbični del. Dotiki se povezujejo z emocijami, z čustvi. Mi se takrat naučimo
naučimo, kaj to pomeni. Ali to pomeni, da me ima nekdo rad, a se moram pravzaprav pred tem umakniti. Zato tudi z dojenčki mi moramo delati nežno. Njihovi možgani se še učijo in seveda mi intuitivno to vemo. Jaz mislim, da še niste videli nikogar, ki bi z novorojenčkom, ali pa recimo, če gremo kar k profesionalcem, k pediatrom, jaz velikokrat rečem, pediatri, ki delamo z malimi otroki, mi nimamo nohtov, nalakiranih, ostrih kremplov, zato ker mi moramo dojenčka, mi ga moramo prijeti, mi ga moramo nežno prijeti. Tudi novorojenčka, dojenčka, ne boš ga ščipal, ne boš do njega naselil, bo zajokal, njega to moti. On težko tudi določene impulze, on jih ne more zaustaviti ali pa vedeti, da to narediš, ne vem, z nekim drugim namenom. To se pravi, ta senzorika zaznave vid, v tem zgodnjem obdobju. Nekaj časa so bile izjemno popularne razne pastelne barve, v novorojenčkovi sobi, pastelne barve. Ampak, veste, otrok še nima barvnega vida. Ta pastelna barva je recimo za mamico, ampak gotovo pa ne spodbuja otrokovega vida tako, kot ga spodbujajo naravne barve. Ne govorim o teh kričečih barvah, čeprav kontraste otrok dobro vidi, ampak te naravne barve, ki so prisotni. To obdobje dojenčka, zaznave. Potem pride predšolsko obdobje. Predšolsko obdobje je silno pomembno za gibalni razvoj, za motoriko. Mi se moramo zavedati, da otroci tam med 5 in 7 letom starosti imajo pravzaprav že usvojene odrasle gibalne vzorce, ki jih bodo spreminjali samo še, če bodo nekaj trenirali. In ta gibalni razvoj, to je tako pomembno, da v tem predšolskem obdobju mora otrok iti vsak dan ven, ne glede na vreme, ni slabega vremena, je samo slaba oprema. Bolj pomembno, kot da ga mi takrat učimo pisanja, branja, slepega ponavljanja določenih stvari. V tem obdobju groba motorika, ampak tudi fina motorika, izjemno pomembno, ko bo prišel v 1. razred, takrat se bo učil pisati, ampak on se bo bolj učil pisati, če je njegova fina motorika zrela. Kje se je pa on učil fina motorike v predšolskem obdobju? Ja, pri gnetenju gline ali pa oblikovanju iz plastelina, pri kvačkanju ali pa recimo pri tistem, ko so včasih delali tiste preproste križce, izjemno pomembna fina motorika. Danes pa pravzaprav vidimo, da se to področje zanemarja v luči pretirane intelektualizacije, za katere bo kritično obdobje široko odprto v vsej adolescenci, praktično do 25. leta starosti, se pa pozablja na to komponento, ki bo pa paradoksalno izjemno pomembno kasneje vplivala tudi na njegove akademske uspehe. Zato je pomembno poznati ta kritična obdobja, da pravzaprav veš, da ni potrebno prehitevati, da je to lahko škodljivo, ker ne nazadnje dan ima samo 24 ur za vsakega od nas. In če ga porabiš za napačne stvari, boš druge lahko kasneje zelo težko nadomestil. No, kot smo že omenili, delo odpira široka obzorja tako strokovnjakom, kot tudi laičnim bralcem, kot poudarja recimo v svoji recenziji tudi profesor Bertošek. No, po eni strani izjemno strokovno in znanstveno razlagate najnovejša spoznanja nevroznanosti, pa nam prosim pojasnite, kaj sploh je nevroznanost in kako spoznanja te vede lahko uporabimo pri vzgoji. Saj nekaj ste zdaj že vmes vpletli, ampak še prav tako natančno. Ja, nevroznanost je multidisciplinarna veda, ki kombinira različna znanja. Danes z razmahom digitalizacije, tudi umetne inteligence, je pomembna tudi matematika, tudi fizika, zaradi tega, ker pravzaprav tako analiziramo razne slikovna diagnostična sredstva, na ta način tudi postavljamo recimo lahko nevronske mreže, ki postajajo vedno bolj kompleksne. Vemo tudi, da nam je ta del pravzaprav že ušel, majhen izpod nadzora. Zelo pomembna komponenta nevroznanosti je etika, morala, to se pravi, te stvari, na katere kar pozabljamo, pa so za nas ključne. To so stvari, ki nas delajo ljudi in jih ne smemo pozabiti. V nevroznanosti je takih vprašanj ogromno in ne smemo razmišljati samo o neki naravoslovni, tehnični znanosti, ampak moramo imeti tudi to komponento, ker če nam bo na tem področju spodrsnilo, lahko mi vsa spoznanja uničimo in uničimo tudi nas kot človeštvo.
Nevroznanost zajema tudi farmacijo, farmakologijo, mikrobiologijo, genetiko, ogromno enih področij, ki se prepletajo. Če hočemo raziskovati jezik, potrebujemo lingviste, potrebujemo seveda tudi te komponente iz drugih strok. In to je tisto, kar dela nevroznanost izjemno zanimivo. No, obenem pa seveda v svoji knjigi, kot ste tudi že omenili, odgovarjate na čisto vsakdanja vprašanja, ki jih postavljajo tako starši, vzgojitelji, učitelji, vsi, ki pravzaprav so vsakodnevno z otroki v stiku. Omenili ste že okvirčke, ki jih lahko na hitro si nekdo prebere. Dejansko smo knjigo tudi grafično oblikovali tako, da so ta izpostavljena vprašanja tudi grafično bolj opazna, da delujejo kot neke take točke, na katerih se pogled ustavi. In na več mestih zapisujete razne splošne nasvete za zdrav razvoj možganov, ki so taki pravzaprav čisto zdravorazumski. Kaj lahko odrasli naredimo za zdrav razvoj možganov otrok? Ja, ta zdrav razum se mi zdi, da nas je v zadnjem času kar majčkeno zapustil. Jaz bi si želela, da bi v knjigi morda sploh ne bilo potrebe po tem, ampak delam z starši, delam z otroki danes in vidim, da po eni strani z spletno dostopnostjo dostopajo do izjemno kompleksnih, najnovejših odkritij, pri čemer jim zmanjkajo temelji. In ta knjiga je pravzaprav tudi temu namenjena, ker sem ugotovila tudi pri svojih študentih, da po eni plati razumejo izjemno kompleksno, ne vem, mogoče dopaminsko mrežje, po drugi strani se pa ne zavedajo, da niso edine celice v možganih nevroni. Kaj so to sinapse? Da je v možganih so stvari uravnotežene, ne morejo sinapse nastajati kar na novo, vedno znova in znova, ker je to metabolno prezahtevno, ampak mora biti proces uravnotežen, kar je seveda logično, ampak nekdo ti mora povedati, da določene stvari, ja, so logične in so še vedno resnične, ker če skočiš prehitro v tej informacijski dobi do zelo zapletenih informacij, ti umanjka ves ta vmesni del in pravzaprav ne dobiš te celostne slike. Nevrologija, nevroznanost je kompleksna, je zahtevna in morda sem v tej knjigi ravno to tudi želela. Po teh številnih pogovorih, ki sem jih imela z starši, z vzgojitelji ali pa s kolegi, sem ugotovila že kot mlada zdravnica, da ko jim neke stvari razlagam, poskušam predati najnovejša spoznanja, je tisto, kar oni prejmejo, kar razumejo, včasih izjemno drugačno od tistega, kar sem jaz mislila, da jim predajam. Ker je enostavno prevelik razkorak med temi znanji. Danes tudi ljudje mislijo, da pogledajo en posnetek na TikToku od nekega strokovnjaka in potem to vejo, to znajo. Ampak v resnici je zadaj za takimi rečmi veliko razmisleka. Take knjige jaz ne bi mogla napisati pred 10 leti, ko sem jo pravzaprav začela pisati, ker moraš enostavno razumeti tudi, kako ljudje določene stvari razumejo. In tukaj se prav spomnim, recimo tega, ko sva se midve pogovarjali, imeli sva en pogovor, že v bistvu knjiga je bila praktično tik pred tiskom, zakaj enkrat rečem dve amigdali, obe amigdali, zakaj ne samo ena? In so rekli, jaz si ponavadi pišem generično, v ednini, ampak v resnici sta pa amigdali malo različni. Leva in desna amigdala se majčkeno razlikujeta, tako kot se razlikuje leva pa desna hemisfera. Ampak ko govoriš generično, govoriš o enem. In ko govoriš o prefrontalni skori, govorimo generično o eni, ampak vsak od nas ima dve prefrontalni skori, ki se med seboj nekoliko razlikujeta tudi v funkciji. In zato ni vseeno, imaš ti poškodbo glave, čelnega režnja na levi ali na desni strani. Čeprav na prvi pogled, nekomu morda to ni tako prezentno. In to sem poskušala s to knjigo pravzaprav razjasniti neke take stvari, ki potem izgledajo logične, seveda, zdrava pamet, logika, ampak mora zadaj stati nek razmislek oziroma tudi precej dolgotrajen študij. Obenem pa ni bilo odveč poudariti tudi takih osnovnih stvari, kot so
zadostna količina spanca, zdrava prehrana, gibanje, v bistvu te čisto osnovne stvari, za katere bi človek mislil, da jih vendarle se ljudje zavedajo. Ja, se ne, ljudje smo izjemno pogoltni, a ne, in če že govorimo o zdravi prehrani z razlogom, imamo mi 20% debelih otrok, mladostnikov, mislim, tukaj bi človek rekel, tukaj nam je pustila zdrava pamet, ne. Pa niso ljudje niti zato tako krivi sami, a ne, ampak je dejansko celoten sistem je narejen za potrošnika, za takšnega, ki ne bo razmišljal veliko, ki ne bo uporabljal zdrave pameti, ampak bo nekaj vzel, kar mu je ponujeno, po možnosti na zelo lahek način, na zelo prijeten način. Seveda, mi se lažje učimo stvari, kadar so nam predstavljene preprosto, lepo, barvito, ampak danes je mogoče to vse skupaj šlo predaleč. In jaz sem recimo zelo vesela, ker ta knjiga je pisana v normalnih črkah, normalna velikost, nima tistih velikih robov, ki jih danes vidiš na marsikateri knjigi, z dvojnimi razmaki, kar sicer se mi zdi, da mogoče v kakšnih primerih je to dobrodošlo, če si pišeš zapiske zraven, ampak dejansko ti marketinški pristopi, da knjiga izgleda debelejša, da je bolj prijazna, hkrati pa izgublja vsebino, to se mi pa ne zdi prava pot. Mislim, da mogoče v vsakem sistemu zavihamo iz ene skrajnosti v drugo in prav je, da smo prijazni, da poskušamo na preprost način povedati, po drugi strani je pa zelo pomembno, da ohranimo vseeno strokovnost, ker zdrava pamet je po drugi strani lahko tudi zelo hitro zlorabljena. Se včasih reče za kakšno stvar, ja, saj to je pa zdrava pamet, ampak zakaj pa potem ne uporabljamo in zakaj pravzaprav moramo določene stvari poudarjati, zato ker mogoče stvari vseeno niso tako preproste, zelo dobro je pa, kadar znanost stoji za tem in kadar pravzaprav imamo lahko preprost odgovor, ki ga lahko podkrepimo še dodatno znanstveno. Dobri vzgojitelji, dobri učitelji, dobri starši so intuitivno vedeli marsikaj od tega, kar danes neuroznanost potrjuje. In to jih je delalo dobre učitelje, dobre vzgojitelje, dobre vzorne, dobre vzornike. In tukaj lahko se tudi zavemo tega, da do določenih spoznanj lahko pridemo intuitivno, lahko pa tudi znanstveno in kadar zmoremo to povezati, takrat se mi zdi, da takrat pa lahko rečemo, to pa je uspeh. In tako nastane taka knjiga, kot je ta, ki jo danes predstavljamo. Ja, to bi si želela, ja. Ljubeče družinsko okolje, sprva mama, ki ste jo že omenili, potem pa tudi drugi družinski člani, predvsem sorojenci, oče, stari starši in drugi, lahko ustvarijo izjemno stimulativno okolje za otrokov razvoj. Zdaj pa bi prosila za naslednjo glasbeno točko, da prisluhnemo dvema bratoma, 10-letnemu Florjanu in 18-letnemu Amadeju, ki bosta na violini zaigrala slovensko narodno za 2 violini, je pa Davis Lancapala v priredbi Matije Bravničarja.
predstavljate kot temelj za optimalni razvoj otrok. Tudi iz zgodovine ste že prej namignili, poznamo več primerov, ki to trditev potrjujejo, naprimer otroci nemškega Lebensborna ali romunske Čaušeskove sirote, ki ste jih tudi sami srečali. Zakaj je ljubezen mame, razširjene družine in kasneje širše družbe, v katero se otrok vključuje, tako pomembna? Ja, takrat, kadar je najtežje, pravzaprav samo ljubezen lahko določene težave, izzive premaga. Velikokrat se tudi starši srečajo z situacijo, ko pravzaprav morajo zaupati, da se bodo stvari izšle najbolje. Naši otroci grejo po svoje, ne moremo biti ves čas ob našem otroku. In takrat je pomembno, da otrok, ki ima dobre temelje, ima hkrati ob sebi tudi ljudi, ki jih ujamejo, če do česa pride. Tako kot smo videli tukaj, ne, ko je starejši, ni šel naprej in odigral do konca, ampak je počakal svojega brata. Izjemno pomembno, ne, v življenju, da nas znajo ljudje počakati. Tudi ni sramote, če pademo, sramote je, če se ne poberemo. Včasih nam je to težko in potrebujemo nekoga, da nas počaka ali pa da nam ponudi roko. In to je ta ljubezen znotraj družine, ki je neprecenljiva ravno zaradi tega, ker se v tem zgodnem obdobju, če se spomnimo še na ta kritična obdobja senzorike, mi se tega učimo takrat. Mi se tega ne bomo naučili pri 18 letih. V tem zgodnem obdobju ta mamica, ki je topla, ki je ne samo, da je fascinirana za svojim dojenčkom, ampak ona mu nudi vse, ona predstavlja celoten njegov svet. Naravni habitat novorojenčka so njene prsi, njeno naročje, tam je vse od hrane, toplote. Otrok, ki je pri materi v naročju, bo preživel. Otrok, ki ne bo v materinem naročju, je lahko v najboljšem zavodu na svetu, pa bo umrljivost teh otrok tam ogromna, kar smo videli tudi skozi zgodovino. Sama sem se srečala res z temi Čaušeskovimi sirotami. Takrat, ko sem bila na izmenjavi študentski, jaz sem takrat šla sicer meriti vidne evocirane potenciale, ker je bil tam en profesor zelo znan za to nevrofiziologijo. In takrat sem pač za mimogrede, so me peljali še na obisk v enega od takih zavodov. Tam se je zamenjalo po 17 negovalk. Ti otroci so bili nastanjeni, so bili pod streho, so bili pokriti, so bili v enih posteljicah. Tam so bile ene sestre, negovalke, ki so skrbele za njih, ampak 17 se jih je zamenjalo pri enem otroku znotraj enega tedna. In to je bilo tako neustrezno za ta otroški razvoj, da so ti otroci razvili pomembne razvojne zaostanke. Marsikdo od njih ni nikoli dosegel svojega urejenega potenciala, s katerim je bil rojen. Seveda, ko je mednarodna javnost za to izvedela, so jih namestili v dobre družine, take, kjer so znali delati takimi otroki, zlasti v Veliki Britaniji, v Kanadi, vendar ti otroci nikoli niso nadomestili teh primanjkljajev. In tukaj je ta ljubezen, nekdo, ki je za otroka ves čas prisoten, zlasti v tem zgodnem obdobju, pa potem tudi v obdobju najstništva, izjemno pomembno, da ko otroci niso več doma, ko se odtrgajo od doma, ko grejo po svoje, da pa vendarle vejo, da obstaja nekje varen pristan, kjer bodo sprejeti takšni, kot so. In paradoksalno si starši ves čas prizadevamo, da bi bili otroci drugačni. Ne bo to, še tole naredimo, še to. Ampak v resnici tisti temelj je pa, da je otrok sprejet tak, kakršen je, in to je pa ta brezpogojna ljubezen. Ja, poudarjate tudi, da razvoj možganov ni linearen proces, da gre za preplet različnih dejavnikov. Tukaj je zanimivo in zelo popularno tudi vprašanje, kaj je pri njem odločilneje, genetika ali okolje. Pa me zanima, kaj vse vpliva na ta razvoj. Ja, zelo velikokrat dobivamo vprašanje, in ljudje bi radi imeli procente. A je to 49% genetika, pa 51% okolje. Nekako nagnjeni smo k temu. Danes vemo, da je to približno na polovici, oboje
vpliva. Zelo pomembne stvari so pa tiste, ki lahko nepovratno okvarijo. Zdaj, če je to neka zelo pomembna mutacija genetska, ga ni okolja, ki bi lahko to korigiralo. In podobno je v okolju. Če je v okolju nek tako močen dejavnik, ga tudi še tako dobra genetika ne bo mogla korigirati in uravnotežiti. Zdaj, če pa govorimo o večinski populaciji, ki je pa zdrava, pa vsak od nas prinese nekaj iz genetiko, staršev ne moramo izbirati, to smo dobili. Okolje lahko potem izbiramo, ko smo malo starejši, ampak ko smo majhni, pa tudi ne. To oboje vpliva in seveda bolj ko so zdravi starši, bolj ko je spodbudno okolje, bolj ko je okolje obogateno, ni pa treba, da je naphano. Pri možganih je zelo tako, da več dobrega ne pomeni tudi dobro za razvoj možganov. Pri možganih mora biti vsega ravno prav, ravno prav stimulacije, ravno prav miru, da se to lahko konsolidira, da se lahko iz tega nekaj razvije. Ravno tako pri genetiki. Več dobrih genov ne pomeni nujno boljšega izida. Seveda, če so pa določeni geni, ki so pa res ukvarjeni, tam pa ne moreš določenih stvari korigirati. Je pa tukaj še en dejavnik, to je pa ta epigenetika, to je pa tisto, kar jaz pravim. Če je genetika tisto, kar sta nam dala starša, epigenetika je pa tisto kovček naših babic pa detkov, ki ga pa vedno vlačimo za sabo. In nekdo ima v tem kovčku srebrne žlice, nekdo ima mogoče pižamo iz koncentracijskega taborišča, nekdo ima morda noter orožje svojih prednikov. To nosimo s sabo, nismo krivi za to, ampak tudi to je naša dediščina in tukaj je pravzaprav tudi en velik pomen tudi te transgeneracijske travme. Tudi v Sloveniji za nas je iz tega vidika zelo pomembno to zavedanje, da določene travme, ki so se zgodile v preteklosti, jih je potrebno tako razrešiti in tudi zapreti ta poglavja v zgodovini, ker sicer se nam ponavljajo v naslednjih generacijah. Tukaj ne gre za to, da bi ne vem kaj odkrival ali pa neke stare zamere, ampak gre za to, da na ta način pravzaprav razumemo sebe v tem svetu, v tem času, v katerem smo. Ja, omenili ste že obdobje, ko se otroci osamosvajajo, to je eno izmed pomembnih poglavij te knjige. Ob tem se soočajo številnimi izzivi v svojem okolju in posledično se že od malega spopadajo tudi s stresom. Eden takih primerov, ki ga tudi posebej omenjate, je zagotovo vstop v vrtec. Kaj se v teh situacijah dogaja v otroških možganih in kaj lahko ob tem naredimo, kaj potrebujejo? Ja, če greva mogoče najprej k tem predšolskim otrokom, k malčkom. Včasih slišim, ja, oni še nimajo prefrontalnega režnja. Ne, oni imajo čelne režnje, oni imajo tudi prefrontalne režnje, samo ti pač niso zreli. In oni, ko pridejo v stresno situacijo, njihovi dve amigdali, ki sta parni možganski jedri, ti dve začneta pošiljati informacije, grozno je, nevarnost. Kaj je za otroka nevarno? Za otroka je nevarno, če ni zraven odrasle osebe, ki je zanj skrbela prej praktično celo leto. In on je odvisen od te osebe, tudi njegovo preživetje je od tega odvisno. In ti amigdali začneta delati nevarnost. Zdaj ti dve amigdali sprošta to hormonsko-os hipotalamus hipofiza nad ledvičico z vsemi temi stresnimi hormoni, ki omogočajo ta znan odgovor boj, beg ali zamrznitev, takrat, ko je zelo hudo, takrat se vključi en del parasimpatičnega, tega vegetativnega živčevja, ki ni pod nadzorom možganske skorje, da se pravzaprav izklopimo, ker je tako hudo, da enostavno ne moramo več. Itak smo mrtvi, čisto vse, kaj naredimo, je najboljše, če se delamo mrtve. To včasih vidimo. To so recimo tudi ti otroci, ko včasih pač ne reče, sej, on je pa super prenesel, tole vključitev v vrtec, cel dan je bil čist priden tam v enem kotu, tudi oglasil se ni. Halo, to je v bistvu znak za alarm, tako hudo je bilo, da dejansko niti ni mogel odreagirati. Dokler otrok reagira, se še bori, sistem se še bori.
seveda, nekateri grejo tudi, to se pravi boj, beg, idealno je pa, da je otrok v bistvu razvil takšno temeljno zaupanje, da pravzaprav ve, da ga odrasli nikoli še niso pustili na cedilu in ga tudi tokrat ne bodo. Vrnila se bo mama, ker se je še vedno vrnila. In to je pa zapisano v njegovih možganih in to velikokrat vidimo ravno pri teh otrocih, ker je bilo veliko negotovosti, ker ni bilo jasno, a ga bodo prišli iskat, a bo spet čakal v vrtcu, pa bodo klicali domov, da ga pride nekdo iskat. To je silna negotovost. Ali pa tam, kjer ni nekih rutin, ker otrok ni tega razvil, tega temeljnega zaupanja. Zelo, recimo, je problematično nedonošnički. Oni so bili rojeni tako prezgodaj, da je bil njihov največji organ, to je bila materina placenta, pravzaprav jim predčasno vzeti, so bili potem nameščeni v inkubatorje, ampak tam je bilo ogromno enih bolečih držajev. Svet zanje je precej bolj nevaren kot za nekoga, ki je bil rojen donošen, zdrav, ni potreboval nobenih špikanj, nobenih IV kanalov. In tukaj je v bistvu zelo težko to nadomestiti, se da z ljubečimi starši in res starši, tudi osebje v porodnišnicah, v bolnici se trudi, da je teh držav čim manj. Ampak dejstvo pa je, da so prisotni in da je to temeljno zaupanje do sveta je načeto. No, ampak ta stresni odgovor, ki ga imamo, ta je evolucijsko ostal v naših možganih, nujno potreben za nas bil, ker drugače ne bi prdrsali skozi evolucijo do vsem, kjer smo. Imamo ga, na voljo nam je in se aktivira. Problem pri stresnem odgovoru je, da kadar je stres zelo hud, te amigdale pošljajo informacijo čelnim mrežam, da zaprejo dotok informacij. To je tisto, kar mogoče tudi odrasli smo kdaj izkusili, pa rečemo, tako je bilo hudo, sploh nisem mogel misliti. Sem deloval na avtopilotu, ravno zaradi tega, ker je bil dotok informacij iz teh čelnih režnjev zaprt. Ti čelni režnji jih pa lahko okrepimo njihovo delovanje, krepimo jih tudi v tem obdobju, s tem, da pač otrok dobi veliko izkušenj, da bo vseeno vse v redu. In še nekaj, ta otrok rabi pomoč od zunaj, odraslega, ki pa ima zrele čelne režnje, da ga potolaži, da ga vzame v naročje. In to naredijo vzgojiteljice v vrtcu, ko otrok se poslovi od staršev, pride k vzgojiteljici, vzgojiteljica ga vzame v naročje, ga potolaži, ga poboža, na ta način pomiri. Zdaj, če ona ne bi imela delujočega čelnega režnja, bi ona lahko zapadla v isto, otrok, joka, kam je šla mamica, ker mi se nalezemo svojih občutij, to so naši zrcalni nevroni, ki to omogočajo, zato, ker če se eden joka, pol je fajn, če se še kdo, zato, ker je stvar nevarna, pol je boljš, da vsi nekaj naredimo, ker je pač stvar taka, kot je. Ampak zrela, z zrelimi čelnimi režnjami vzgojiteljica, vsaka odrasla oseba ne bi taka bila, je zmožna pomiriti to stresno ost in se otrok pomiri in potem lahko seveda v vrtcu nadaljuje z igro. Tako da ta stresni mehanizem je, ni z njim nič narobe, hvala Bogu, da ga imamo, znamo ga tudi nadzorovati. V človeški skupnosti, v ljubeči skupnosti dejansko mi lahko krepimo delovanje tega čelnega režnja in mali otroci potrebujemo nas, odrasle, da znamo, kdaj tudi ta odgovor pomiriti. Obdobje, ki je pa vredno še prav posebne obravnave in ki je tisto temeljno obdobje osamosvajanja, je pa seveda čas pubertete. Kaj pa se specifičnega dogaja v možganih najstnika, kar povzroča njegovo pogosto nepredvidljivo, samosvoje vedenje in recimo, zakaj najstniki trdijo, da jih starši oziroma odrasli ne razumemo? Ja, zdaj, kadar najstnik pride pa reče, ti me res ne razumeš, res je, te ne razumem. Moji možgani so zreli, delujejo drugače, ampak mora priti do enih skupnih rešitev. Celo več, ko prepoznajo, ko otroci, mladostniki, najstniki, opazujejo naše možgane, to vemo iz teh slikovne diagnostike, ko so testirali prepoznavanje čustev, najstnik ne prepozna
prepoznava istih čustev na našem obrazu. Takrat, ko smo mi jezni ali pa ko smo razočarani, najstnik tega ne prepoznava v istih področjih kot mi odrasli. In dejansko interpretira tudi našo mimiko drugače, pogosto tudi napačno. In tukaj je potem vir konflikta, ker pravzaprav nam ni jasno, zakaj je on tako odgovoril, oni pa v bistvu nas ošinu, zelo dobro nas opazujejo, tudi kar se tiče živčnega sistema, a veste, to je svež živčni sistem, ni še demielinizacije, ni nevrodegenerativnih sprememb, hitrost impulzov je blazno hitra, oni vse opazijo, ampak interpretacija pa pogosto zmanjka. In ker nimajo teh zrelih čelnih režnjev, ki zorijo še do 25. leta, niso tako zelo zmožni nadzirati svojih impulzov in zato so impulzivni. Njim kar samo zdrkne z jezika tisto, zaradi česar se bo potem tepel po glavi. Jaz velikokrat rečem tudi v šoli, ko včasih najstniki so v tej nepredvidljivosti, v tej impulzivnosti lahko tudi zelo sveži, ker nam povejo točno tisto, kar si mislijo, tisto, kar vidijo, tisto opišejo, tisto nam vržejo v obraz. In nas to včasih preseneti, se nam zdi, da to pa ni bilo zelo modro. Mi za zrelimi čelnimi režnji pa se lahko zadržimo in ne odreagiramo takoj, ampak šparamo to. In čez 20 minut dijak, ki je rekel učiteljici, kakšno čudno frizuro ima, čez 20 minut bo poklican pred tablo, da se bo zagovarjal in mu bo čeljust dol padla, ker le zakaj je bil deležen takega tretmaja. Njemu bo težko to povezati, ampak te zreli možgani točno vejo, kaj počnejo. Je pa res, da najstnik se uči, preizkuša meje, ker najstništvo poznajo tudi druge živalske vrste. V resnici, zdaj bom šla pa zelo na biološko, tako da mogoče bo komu majčkeno hecno, ampak biološko, če hočeš imeti zdrave potomce, ni dobro, da se ti družiš z svojimi znotraj družine. Če hočeš imeti zdrave potomce, je najboljše iti po partnerja vsaj nekaj 10 km, še bolj 100 km stran, ker je manjša verjetnost, da bodo kakšna recesivna ista obolenja. In če hoče iti najstnik ven iz te varne družinske celice, ki je varna, potem morata oba, tudi starši, kdaj reči, veš kaj, zdaj je pa dovolj, zdaj pa vprosti, zdaj si pa toliko star, zdaj pa tole ne rabim poslušati, se boš osamosvojil. Na ta način se v bistvu ta povezava se zrahlja. Hkrati se pa najstnik na ta način prične odpirati k prijateljem, drugam, v svet. Je pa zelo pomembno, da zlasti, kadar grejo pa stvari narobe, da se pa takrat lahko vrne v svojo matično družino. In tukaj velikokrat v družinah ne razumemo, da otrok potrebuje našo podporo najbolj takrat, kadar je neuspešen, kadar je naredil napako. Ne da takrat mi vsemu temu, kar otrok, mladostnik, že ve, da je šlo narobe, mi še dodamo zraven, še tisto piko na i, in rečemo, da to pa je nesprejemljivo, ali pa da rečemo, da to ni naš otrok več, ali pa kakšne take zelo radikalne stvari. Ker je pa še nekaj, da v teh ljubečih družinah, če so temelji dobri, potem obstaja tudi razumevanje, da lahko odrasli tudi kdaj izgubimo nadzor. Nazadnje, vsak od nas je kdaj izgubil nadzor. Te čelni režnji enostavno niso zmogli odreagirati in da znamo krepiti tudi te svoje čelne režnje. Te čelne režnje lahko tudi mi, pa najstniki, podobno, že pri malih otrocih lahko s tem začnemo z vajami osredotočenja, z vajami čuječnosti, z umirjanjem, ker na ta način pravzaprav mi v krizni situaciji zmoremo kupiti tiste dragocene trenutke, preden bi nam izleteli iz ust tisto, kar mislimo, pa bi bilo nevljudno, pa bi bilo grobo ali pa bi celo ranilo drugega, in bi to lahko zaustavili. Ker naši možgani imajo vedno možnost dati veto na katerokoli odločitev, celo na gib roke, ki se nam zdi samoumevno. Bolj ko so zreli, bolj ko so natrenirani,
da zmorejo nadzirati te impulze. In najstnik se tega uči in zato je tudi pa zelo napak, a ne, če rečemo, ja, tako pač je, a ne, saj je najstnik, a ne, naj počne, kar želi. Ne, on se zdaj uči, kako se bo vedel čez 10 let. Je pa za nas pomembno, da vemo, da bo ta faza minila, da moraš narediti 10.000 ur ponovitev, da se bo nečesa naučil, da se ne navličamo, ne, kot starši se ne smemo nikoli navličati, a ne, ali pa kot učitelji podobno, ne, čakamo na tisti preboj. In to zavedanje tega se mi zdi, da nevroznanost je v bistvu v tem po eni strani zelo tolažilna, ne, ker nam pomaga to razumeti, da tudi stvari ne jemljamo tako osebno. Določene stvari, ki od najstnika priletijo na nas, niso namenjene nam osebno, ampak so rezultat tega neskladja delujočih čustvenih možganov, nezrelih čelnih režnjev, ki skupaj lahko dajo to eksplozivno mešanico, ki jo vsi poznamo kot najstništvo. No, zdaj pa prosim naša mlada violinista, da nam spregovorita v univerzalnem jeziku, ki ga razumemo vsi, če mu zares prisluhnemo, v jeziku glasbe. Mate Beštek in Matej Lah bosta zaigrala skladbo Henrija Wieniawskiego Caprice za 2 violini.
odrasli poskrbimo za primeren odnos z najstniki, ste veliko pisali in tudi zdaj že veliko nakazali. Recimo omenili ste, kako je pomembno, da jih spodbujamo pri učenju, pri miselnih izzivih, pri ukvarjanju z umetnostjo, naprimer z glasbo, z duhovnostjo, kar ste izpostavili kot en zelo pomemben vidik za zdrav razvoj možganov. Pa bi mogoče zdaj samo še povedali, kako pa dosežemo, da se najstniki dejansko osamosvojijo in začnejo samoiniciativno potem ubirati svojo življenjsko pot in postanejo, kot ste zapisali, samouresničeni odrasli. Ja, tisto, kar se mi zdi izjemno pomembno, je, da pravzaprav dopustimo, da so najstniki, da odkrijejo, kdo so, kaj so prinesli na svet. Včasih je to zelo v neskladju s tem, kar smo si mi zanje zamislili. Ampak se moramo zavedati, da v naših najboljših željah ali pa za najboljšimi nameni mi pravzaprav včasih lahko tudi hromimo najstnikov razvoj. Moramo se zavedati, da določene napake bo najstnik naredil v življenju, vsak od nas jih je. Zelo pomembno je, da se teh napak ne bojimo preveč, da seveda določene napake so tako hude, da tiste se želimo, da do njih nikoli ne bi prišlo in pri večini res tudi ne pride. Določenih stvari so odvisniška vedenja, so razne poškodbe, to so vse stvari, ker pravzaprav si tega ne želimo, pa včasih do njih vseeno pride. Tukaj dobri temelji, zaupanje, da tisto, kar smo v otroke vložili v obdobju otroštva in potem dopustiti, da v najstništvu otrok odkrije, kaj prinesel na svet, kar je drugačno od njegovih staršev, ker vsak od nas ima nekaj, kar ga zelo razlikuje, da mu pomagamo odpreti ta vrata v svet, hkrati pa tudi, da sprejmemo, da določene napake bodo, da se pa otrok vedno k nam lahko vrne, to se mi zdi pa najbolj pomembno. Jaz se zavedam, da v teh sedanjih razmerah, ko navidezno imamo vse, ampak se otroci, mladostniki, mladi odrasli, se kar ne morejo odseliti zaradi ekonomskih razlogov, to nima zveze z zorenjem možganov. To ima zveze zelo veliko za našo družbo, ki je nastavila takšen sistem. Ampak vendar otroku dopustiti, da je pogumen, da dela napake, da tudi pač od začetka nima vsega, čeprav smo vsi navajeni, da naj bi imeli vse, to se mi pa zdi tista pomembna popotnica. Mislim pa, da pri možganih je zelo pomembno, da je vsega ravno prav, da ni preveč, da ni premalo. Po moje sva kar malo že presegli tisti časovni okvir, tako da. Tako. Ja, mislim, da je sedaj ta pot, ta 30-letja dolga pot nekako zaključena, so jo ne prikazali do tega obdobja, ko najstnik dozori v odraslega. Mogoče bi za konec samo še za vtis, kako je to pisanje dejansko, kako pač je zapisano, prebrala samo dva odlomka, ki nekako povzemata to vašo osnovno idejo. Prvi odlomek pravi takole: mnogo pomembnejše kot ocenjevati razvoj je prisluhniti otroku in v njem uvideti osebo, ki je na svet prinesla nekaj enkratnega in neponovljivega. Ni popoln, kot nihče od nas ni, a je vreden ljubezni in spoštovanja, prav tako, kot smo ljubezni in spoštovanja vredni mi sami. In še zadnji. Otroci zrastejo v ljubeče, odgovorne in srečne odrasle, ker smo jih imeli radi in jim bili dober vzgled. Ukvarjati se z otroki je velik privilegij in sreča. Dokler bodo otroci, obstaja upanje in prihodnost za vse nas. Mogoče... Mogoče bi temu še kaj dodali. Potem pa bomo druženje zaključili tako, kot smo ga začeli, z glasbo. Tako da vas vabim k poslušanju zadnje skladbe tega večera, Rodriguezovega tanga La Comparsita, ki jo bodo zaigrali Tara Bregant, Amadej Lah in Mate Beštek iz razreda profesorice Sidike Bravničar, na klavirju pa jih bo ponovno spremljala profesorica Meira Smajlović.
tako avtorici knjige in moji sogovornici, potem učencem glasbenega ateljeja Tartini, obema profesoricama in seveda poslušalcem, da ste nam prisluhnili. Dr. Inčetič Turk je zapisala, da vsebino svoje knjige zapisujete s takim nalezljivim navdušenjem, da jo beremo kot najbolj napeto kriminalko. In prepričana sem, da je tudi vaše današnje razlaganje poslušalce dodatno in prav tako navdušilo, da se bodo tudi sami podali na to vznemirljivo potovanje po možganih. Tako da vas seveda vabim tudi k nakupu knjige, danes jo dobite po znižani ceni, tako da vabljeni k potovanju. Hvala lepa. Če pa ima kdo kakšno vprašanje, pa se seveda lahko še oglasi. Najlepša hvala tudi vsem, ki ste prišli in pravzaprav vsem, zaradi katerih je ta knjiga tudi nastala. Tako da in moji otroci, mož, mami in seveda tudi vsi ostali učitelji, ki so mi tudi pomagali pri tem, da sem lahko pravzaprav sploh prišla do teh spoznanj. Tako da hvala vsem.